si želi, da preživel bi svoj čas. Vlado Kreslin vsakoletno praznuje edinstven jubilej. Kot prvi slovenski glasbenik tako uspešno nastopa v hramu slovenske kulture. Iz rodnega Prekmurja je ponesel glasbo v Slovenijo in v svet, postal živa legenda in avtor neštetih uspešnic. Letos obetajo 3 večere, ki bodo še kar različni, skratka ni enak program. Tudi zaradi tega, ker se nam je toliko glasbeno bralo, da bi čim več odigrali. Prvo, drugo pa, ker imamo različne goste. Tako da danes igramo z malimi bogovi, okrepljenimi. Gosta imamo z Holandije, z Nizozemske, enega mojega prijatelja, Harija Saksjonija, odlična kitarista. Jutri imamo male bogove, potem Beltiška banda, moj oče pripelje z ekipo z Prekmurja in prihaja še Loša, Plave Gorke. Poleg tega, da bo Hari itak zraven. V petek je pa bogovi, Beltiška banda, Hari Saksjonija. Veliko zanimanje, dodatni koncert, torej vaša glasba je res priljubljena. Ja, ne vem, zgleda. Kako se zaključuje leto, s kakšnimi občutki ga zaključujete, kako stopate v novo, kakšni so načrti, kaj si obetate? Ja, ne upamo, da bomo zdaj, letos smo 26. tu, 26. in upam, da bomo drugo leto tudi. Vsaka nova plošča jih prinaša vedno nove, prelepe pesmi in večkrat se zazdi, da je vir melodičnih skladb pri njemu neusahljiv. Včeraj je potekal prvi dodatni koncert. Vsi 3 njegovi koncertni večeri so razprodani. Koncerti z naslovom Kaj naj ti prinesem, draga, je sijajen uvod v decembrske praznike, ki ga lahko podarite sebi in vsem, ki glasbenim sporočilom priljubljenega Kreslina vedno znova radi prisluhnemo.